Kraška brezpotja, makadamski kolovozi in stezice so naravnost idealen poligon za raziskovanje kraškega teritorija, so prepričani na obeh straneh meje. Načrtovanje in gradnja, ali bolje rečeno označevanje kolesarskih povezav, bosta pri tem odigrala pomembno vlogo pri povezovanju teh krajev. Prišli smo do odločitve, da kolesarske poti na naši strani ne rabimo, ker bi radi izkoristili in bomo izkoristili gozdne obstoječe poti. To jih je treba seveda opremiti z decentno oznako, z tablami, tako da turist se ne izgublja, da turist praktično se počuti varen v naravi. Tudi ko prečka navidezno mejo med državama. Povezave z zamejstvom so pa, jaz bom rekel, naravne, ne? Kras ni bil nikoli razdeljen z mejo v glavah ljudi, ampak je enotna pokrajina, tako da ko je nekdo v Sežani, v Štanjelu, v Škocjanskih jamah, mu je nekako naravno, da se zapelje tudi proti morju, nam najbližje morje je pa pri Trstu, ne? Pri realizaciji idej, po večini sofinanciranih z evropskimi projektnimi sredstvi, bo zagotovo pripomogla ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki takšne zamisli podpira. Mi smo ravnokar izvedli projekt Podkamna, kjer smo povezali celotno destinacijo Kras in Brkini, pomeni od Kozine vse do Cerja, v dolžini 90 km v 3 etapah. In zdaj ta Podkamna bomo navezali še na italijansko stran. Oni delajo pa na ideji Podburje, tako da bi to Podkamna in Podburje, te tipične kraške pojave, združili v eno in tako bolj povezujemo celoten teritorij matičnega Krasa. Ob tem pa je na celotnem Krasu še veliko občinskih poti, ki se naslanjajo na glavne kolesarske žile. Gre za velik potencial in korak naprej v razmišljanju o okolju prijazni mobilnosti tudi na področju turizma, so prepričani. Če samo mi privabimo 100 000 kolesarjev več, da vsak od njih preživi 4 dni na našem teritoriju, bi nekako imeli 40 milijonov več bogatstva na teritoriju, ki potem se preliva tudi v proračune občin. V 4 do 5 letih bi lahko Kras prepredli z označenimi kolesarskimi potmi, menijo snovalci načrtov. Hkrati pa bi morali k sodelovanju pritegniti tudi vse ostale turistične ponudnike, ki bi morali ponudbo dopolniti na vseh ravneh.